Kaj vam pomeni današnja pridobitev za Splošno bolnišnico Jesenice? Seveda gre za lučko, posebno pa za novorojenčke. Podarjena lučka je verjetno zdaj najboljša lučka za obsevanje zlateničnih novorojenčkov na tržišču. Omogoča razne prilagoditve, nadzor, kar sigurno je neko napredek v naši obravnavi majhnih otrok. Imamo nekaj lučk na oddelku, ampak sigurno ta je najboljša in smo jo najbolj veseli. Seveda, ker vsaka nova generacija aparatur pomeni izboljšanje, boljšo varnost, kvalitetnejšo delo. Tako da ja, zelo smo jo veseli. Koliko lučk imate sedaj že pri vas? Zaenkrat imamo 2 delujoči lučki, plus možnost nadaljne improvizacije, tako da s 3 lučkami smo zelo zadovoljni. Je to zaenkrat dovolj? Zaenkrat dovolj. Torej zadovoljni? Ja, zelo. Hvala. Hvala. Kdaj ste začeli pravzaprav s temi kampanji, ki jih omenjate? Ena izmed kampanj je tudi ta, ki smo priča, da ste zbrali kar nekaj sredstev za novo lučko. Ja, mi smo s projektom T2 za življenje začeli leta 2018, to pomeni zdaj je 4. leto. To je projekt, na katerega smo vsi zaposleni v T2 zelo ponosni, gre za dobrodelen projekt. V zadnjih 3 letih smo darovali zdravstvenim inštitucijam v Sloveniji za različne namene več kot 100 000 evrov. No, letos smo se odločili in stopili v sodelovanje z Društvom Slojenčki in se odločili, da bomo vseh 14 porodnišnic v Sloveniji obdarili z fotolučkami, za vsako eno. Torej na Gorenjskem sta 2, bolnišnica za ginekologijo in porodništvo v Kranju in tukaj na Jesenicah. Tako je, danes smo naredili 2 dogodka, tale je drugi, se pravi ob 10. zjutraj smo bili v Kranju, zelo lep dogodek, kjer smo podarili fotolučko kranjski porodnišnici, no zdaj smo pa tukaj. Tako da. Boste nadaljevali s temi kampanjami tudi v bodoče? Absolutno, letos zaključimo se pravi z preostalimi porodnišnicami, zdaj sledi konec tega meseca Novo mesto, potem gremo do konca leta še vse ostale in nadaljujemo v naslednjem letu naprej, to je za nas postalo strateškega pomena. Tako da se zelo veselimo novih projektov. Kdaj ste pravzaprav začeli s tem društvom, na kakšno pobudo? Torej, ena mamica je rodila v eni od slovenskih porodnišnic, to je bilo pred 5 leti. In potem je rekla, osebje je strokovno, je prijazno, je vse super, oprema je pa lahko bila boljša, bom tako rekla. In takrat smo potem na to inicijativo začeli zbirati sredstva za porodnišnice. Najprej v Ljubljani, ker smo tam bili ustanovljeni, kasneje pa zdaj že zadnje 2 leti pa za celo Slovenijo, za vseh 14 porodnišnic. Kako sredstva zbirate, kako se odločite, komu boste pač poklonili ta denar? S porodnišnicami smo v navezi, vprašamo jih, kaj potrebujejo. Želeli bi si več pokloniti, kakor lahko. Ampak, kadar pa dobimo denar, pa potem gremo po prioritetni listi. Denar pa zbiramo s prošnjami, največ na podjetja naslavljamo prošnjo. Se pa odločijo tudi nekateri posamezniki, tako da smo imeli par primerov, da je bil kakšen rojsten dan, pa so namesto daril, pa so rekli, dajmo mi pa za to zbrati in so potem pač skupno nakazali. In potem gremo po prioritetni listi, pogledamo, kaj lahko za tisti denar kupimo in katero porodnišnico razveselimo. Zelo lepo geste za še nerojene otroke. Ja, želimo jim omogočiti zdrav prihod na svet. Hvala vam. Hvala.